Prihajam k tebi, moj Gospod, ko se dan mudi. Prihajam k tebi, moj Gospod, zvezda mojih dni. Prihajam k tebi, moj Gospod, ker si moja moč. Prihajam k tebi, moj Gospod, ker si ti moj Bog. Prosim te, Gospod, budi moja pot, moje mlade dni, soncu pridaj ti. Prihajam k tebi, moj Gospod, da ti dam svoj dar. Prihajam k tebi, moj Gospod, ker si moj vladar. Prihajam k tebi, moj Gospod, vse, kar jaz imam. Prihajam k tebi, moj Gospod, dam ti na oltar. Šesti dan molitvene osmine za edinost kristjanov smo že, obenem smo na predvečer tretje navadne nedelje, zato imamo že nedeljsko svetomašo, molitve, darila bodo iz ekumenskega tedna. Izročimo Gospodu naše molitve, naše prošnje, naše zahvale. Molimo. Vsemogočni, večni Bog, ti uravnavaj naša pota, da bomo vedno združeni s tvojim Sinom in bo naše življenje polno dobrih del. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Bog v gosteh pri Abrahamu. Berilo iz prve Mojzesove knjige. Gospod se je prikazal Abrahamu pri Mamrejevih hrastih, ko je ob dnevni vročini sedel pred vhodom v šotor. Povzdignil je oči, pogledal in glej, pred njim so stali trije možje. Ko jih je zagledal, jim je stekel naproti do vhoda v šotor in se jim priklonil do tal. Rekel je: Moj Gospod, če sem našel naklonjenost v tvojih očeh, nikar ne hodi mimo svojega služabnika. Naj prinesejo malo vode, da si umijete noge. Potem se spočite pod drevesom. Jaz pa prinesem kos kruha, da se obkrepčate, potem pa lahko greste naprej, čemu bi sicer prišli mimo svojega služabnika. Rekli so: Stori, kakor si rekel. To je Božja beseda. Gospod daje lačnim kruha. Hvalil bom Gospoda vse svoje življenje. Svojemu Bogu bom prepeval, dokler bom živel. Ne zaupajte človeku, pri katerem ni rešitve. Ko izdihne, se vrne v svojo zemljo, tisti dan propadajo njegovi načrti. Gospod daje lačnim kruha. Blagor mu, komur pomaga Bog Jakobov, in je njegovo upanje v Gospodu, njegovem Bogu. On je ustvaril nebo in zemljo, morje in vse, kar je v njem. Zatiranim pomaga do pravice, lačnim daje kruha. Gospod osvobaja jetnike, Gospod odpira oči slepim. Gospod dviga tiste, ki omagujejo, Gospod ljubi pravične.
Gospod daje lačnim kruha. Gospod varuje tujce, podpira siroto in vdovo, pod krivičnikov pa izkrivlja. Gospod bo kraljeval na veke, tvoj Bog, o Sion, od roda do roda. Gospod daje lačnim kruha. Aleluja, človek ne živi samo od kruha, ampak od vsake Božje besede. Aleluja. Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Marku. Tisti čas so se apostoli zbrali pri Jezusu in mu poročali o vsem, kar je storil in učil. Tedaj jim je rekel: pojdite sami zase v samoten kraj in se malo odpočite. Mnogo ljudi je namreč prihajalo in odhajalo, tako da še jesti niso utegnili. In odrinili so s čolnom sami zase v samoten kraj. Mnogi pa so jih videli, da odhajajo, in so jih prepoznali. Iz vseh mest so skupaj peš hiteli tja in prišli pred njimi. Ko se je Jezus izkrcal, je zagledal veliko množico. Zasmilili so se mu, ker so bili kakor ovce, ki nimajo pastirja, in jih je začel učiti mnogo stvari. In ko je bila ura že pozna, so stopili k njemu njegovi učenci in mu govorili: samoten je ta kraj in ura je že pozna. Odpusti jih, da gredo v bližnje zaselke in vasi, ter si kupijo kaj hrane. Odgovoril jim je in rekel: dajte jim vi jesti. Dejali so mu: ali naj gremo nakupit kruha za 200 denarjev in jim damo jesti? On pa jim je rekel: koliko hlebov imate? Pojdite in poglejte. Ko so poizvedeli, so mu rekli: 5 in 2 ribi. Tedaj jim je ukazal, naj po skupinah vse posadijo po zeleni travi. Ko so posedli v gručah po 100 in po 50, je vzel tistih 5 hlebov in 2 ribi, se ozrl v nebo, blagoslovil in razlomil hlebe, ter dajal svojim učencem, da bi postregli ljudem. Tudi ribi je razdelil med vse. In vsi so jedli in se nasitili. Nato so pobrali 12 polnih košar koščkov in tudi ostanke rib. Tistih, ki so jedli kruh, pa je bilo 5000 mož. Kristusov evangelij. Šesti dan molitvene osmine za edinost kristjanov ima razmišljanje naslov Sprejemati drugega, da obrodite sad in da vaš sad ostane. Pa prisluhnimo. Jezusov odnos do ljudi nas vedno znova preseneča. Kratko bi ga opisali z besedami: ljudstvo se mi smili. Mašna molitev takole opisuje njegovo človekoljubje. Ljubezen je skazoval ubogim in bolnim, zapostavljenim in grešnim, in ni prezrl nobene stiske. Njegovo življenje in oznanilo nas učita, da si ti Bog, ki se zavzemaš za človeka in očetovsko skrbiš za svoje otroke. Pomnožitev kruha razodeva ravno ta vidik Jezusovega delovanja. Človeka jemlje resno v vseh njegovih razsežnostih, kot telesno duhovno bitje, ki čuti tudi lakoto in potrebuje kruha. S tem čudežem pa hkrati pokaže,
da more edino le on nasititi človekovo lačno in žejno dušo. Čudeža pa ne napravi brez sodelovanja apostolov, s tem jih spomni in preko njih nas vse, da ne smemo prezreti nobene stiske. Naročilo, dajte jim vi jesti, odmeva že 2000 let in trka na našo vest. Te besede bodo nekoč sodile objestni in presiti svet, v katerem tisoči vsak dan umirajo od lakote. Mašna molitev takole pravi: odpri nam oči za vsako človeško stisko, naj najdemo pravo besedo za vse, ko se bodo čutili osamljene in izgubljene. Daj nam pogum, da bomo z dejanji pomagali vsem ubogim in zatiranim. Naj bo tvoja cerkev kraj resnice in svobode, pravičnosti in miru, da bodo ljudje v tebi dobivali novo upanje. Cerkev naj bi bila v našem času, ki je poln stisk, po besedah papeža Frančiška nekakšna poljska bolnišnica. Naj bi bila nekakšna reševalna postaja ali urgenca, ki je vedno odprta za ljudi v najhujših duševnih, duhovnih in telesnih stiskah. Cerkev obstaja ravno zaradi kriz in jih pomaga reševati. Papež Benedikt XVI jo primerja reševalni mreži. Ljudi, ki so v nevarnosti, da potonejo v globino in temine zla, ta mreža cerkev drži na površju, nad vodo, da lahko dihajo, ujame in zadrži jih, ko padajo. Papeževa je tudi misel, da cerkev ni slaščičarna, ampak lekarna. Deli zdravila, ki niso vedno prijetna, a zdravijo. Trgovske verige tekajo za porabniki, jih cukajo za rokav in vabijo s popusti in razprodajami ter oznanjajo: še to kupi in boš končno srečen. Cerkev ne teka za ljudmi, ampak hodi pred njimi. Ne trudi se, da bi bila vedno všečna in priljubljena, ima pa vedno odprta vrata, čas in srce za trpečega človeka. To se je izkazalo tudi v času epidemije. Pripoved o pomnožitvi kruha nam sporoča, kjer začnemo ljudje drug z drugimi deliti kruh, tam se množi in ga ne zmanjka za nikogar. To evangeljsko resnico pove tudi naš pregovor: kdor kruh z bratom deli, se mu v roki množi. Zdaj zapil bom mladost glas, končno prišel je ta čas. Velik si ti, najvero si, ti si naš Bog. Ker se ne predajamo, zvesti tebi stajamo. Gremo v svet, biro živit, oznanja te. Več kot zmagovalci smo s teboj. Ti premagal sveta svet in greh. Padli ne bomo več kot nekoč, tvoje ime nam daje moč. Ti si ta luč, ki večno gori, le samo človek ne zživi.